Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o Gurneyjevem zakrilcu, v angleščini znano kot Gurney flap, oziroma kar Gurney, je plod genialne in enostavne zamisli Dana Gurneyja, legende med vozniki iz 60-ih let, večkratnega zmagovalca dirk za veliko nagrado, lastnika ekipe All American Racers ter tistih bolidov pod imenom Eagle. Legenda v Formuli 1, a o njem bom več spregovoril v posebnih prispevkih, v tistih rubrikah ikone ter tudi mejniki. A posvetimo se njegovemu zakrilcu. Ideja se mu je porodila leta 1971 na testiranju v Phoenixu za serijo Uzak. Serija Uzak je bila takrat tista serija, kjer so bolidi tekmovali v podobni seriji kot je Formula 1, a na dirkah kot je na primer 500 milj Indianapolisa. Aerodinamika je bila še v povojih, a takrat njegov Eagle, njegov bolid, je imel ogromne težave z understeeringom, to se pravi tisti prednji par koles ni imel dovolj oprijema. Več kot toliko tistega aerodinamičnega profila niso mogli dvigniti, zakaj o tem malce kasneje. In tuhtali so in tuhtali, dokler se Gurneyju ni porodila ta genialna zamisel. Takrat se je po boksih potikal znan inženir aerodinamike Bob Lybeck, človek, ki je delal za McDonnell Douglasa, in ko mu je Dan Gurney predstavil to svojo idejo, mu je samo odvrnil, ne bo delovalo. V 45 minutah so stvar izdelali, montirali na bolid ter preizkusili v resničnem svetu. In stvar je delovala. Na prednji aerodinamični profil so v bistvu pritrdili neko zapreko na zadnji rob. Uporabili so navaden L-profil, kateri je prinesel enkratno izboljšanje aerodinamičnega učinka. Pa poglejmo, kje je skrivnost Gurneyjevega zakrilca in zakaj deluje. Namreč predstavljamo si lahko tisti aerodinamični profil, kateri je montiran na stabilizatorju in zračni tok mora iti nad njim in predvsem pod njim, da bo delovalo, da bo generiralo aerodinamični oprijem. Mislim, da je to jasno. No, ukolikor dvignemo naklon tega profila, da zadnji konec postavimo višje od prednjega, seveda malce izboljšamo to silo aerodinamičnega oprijema, a samo do neke meje. Namreč bolj, ko ga dvignemo, bolj tisti zračni tok, ki gre spodaj, ne obide celega profila. In ukolikor ga ne obide, tisti laminarni profil ne gre po celi površini, rata turbulenca in stvar ne deluje, poenostavljeno povedano. Še več, tisti laminarni zračni tok, ki je nad tem nivojem, ki pride nekje tu, trči ob ta aerodinamični profil in ko se dvigne in zdrsne ob njim, generira zračni upor. Poenostavljeno povedano, če damo prevelik kot temu aerodinamičnemu profilu, namesto da bi dobili aerodinamični oprijem, to se pravi silo, ki bi tlačila dol, dobimo kot rezultat samo zračni upor, silo, ki tlači nazaj. To se pravi, dobimo rezultat, ki si ga nihče ne želi v Formuli 1. No, Dan Gurney je na vrh aerodinamičnega profila pritrdil ta L-profilček, to zapreko. S tem je dosegel dve zadevi, generiral je dva vrtinca. Prvega, ko je dal to zapreko na vrhu, je bila ta, da ta zračni tok, ki je šel po vrhnji strani profila, je trčil v to oviro, nato se je obrnil in ni šel za profil. To je posledično generiralo drugi vrtinec, kajti za aerodinamičnem profilu je nastal nek žep, neko območje, kjer ta laminarni zračni tok ni mogel biti, kajti prepreka mu je to onemogočila. In takrat, zaradi navidezno cone manjšega tlaka, se je tisti spodnji zračni tok premaknil v to območje. In s tem, ko se je premaknil v to območje, je sledil tistemu spodnjemu delu profila, ter tako, ugotovili ste pravilno, povečal aerodinamični učinek. Enostavna zadeva, ki jo vidimo danes v Formuli 1, še več vidimo jo na mnogih aeronautičnih izdelkih, na letalih, na helikopterjih, seveda v obratnem vrstnem redu, tam strči navzdol, ne navzgor. A vseeno imenuje se Gurney po Danu Gurneyju, tistemu, ki si je to enostavno, a genialno rešitev izmislil.
Moramo biti pa pozorni. Gurneyjevo zakrilce ne deluje na vsakem tipu aerodinamičnega profila po obliki in tudi višina mora biti točno izračunana. Seveda, to zakrilce generira zračni upor, a generira bistveno več oprijema kot upora, če je seveda vse pravilno izračunano. Vidimo ga danes predvsem na bolidih na tistem zadnjem profilu, tistem zgornjem, tistem pomožnem, tistem, ki se pri DRS-u odpira, a vidimo ga v vseh kategorijah in je ena izmed najbolj enostavnih in tudi najbolj učinkovitih rešitev za take težave, kot sem jih povedal. Stvar iz leta 1971 je še zdaj, kmalu v 2020, čezmeroma aktualna v Formuli 1. In mogoče Dan Gurney ni postal ne vem kolikokrat proslavljen svetovni prvak Formule 1, a s svojim doprinosom je upravičeno eden izmed legendarnih ljudi v Formuli 1, tako kot voznik, kot inženir, kot lastnik ekipe. Toliko o Gurneyjevem zakrilcu. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.